Dobrodošli nazaj v oddaji Ambienti, kjer je zdaj čas, da posedimo med bujnimi cvetočimi vrtovi, v katerih kraljujejo vrtnice. Ko gre za te priljubljene kraljice vrtov, katerih skrivnostne oblike odnegdaj zapeljujejo in med katerimi mnoge tudi omamno dišijo, ne preseneča, da jih tako lastniki vrtov kot obiskovalci radi občudujejo dolgo in od blizu. Tudi mi si bomo zdajle vzeli čas in posedeli med njimi. Priljubljenost vrtnic je tolikšna, da jih lastniki vrtov in obiskovalci radi občudujejo dolgo in od blizu. Mnoge vrtnice tudi omamno dišijo, zato je razumljivo, da bi ob cvetočem grmu posedeli in čim dlje uživali ob pogledu in vonju teh kraljic vrtov. Elegantno, lahko in brezčasno kovinsko vrtno pohištvo je kot nalašč za tak užitek. Marija Trošt ima v Budanjah pri Vipavi manjši vrt prepoln cvetja, a kraljice na njem so prav vrtnice. Iz njih zna povezati tudi čudovite šopke. Vrt v Gameljnah pri Ljubljani je avtorsko delo Gabriele Kermauner, nekdanje oblikovalke pletenin, ki zdaj ustvarja nove vzorce z rastlinami na svojem vrtu. Tudi tu se popenjave vrtnice dvigajo nad združbami trajnic. Ker vrt obsega le okoli 300 kvadratnih metrov, mora vrtnarica dobro premisliti, katero mesto nameniti posamezni rastlini. Iz neškropljenih vrtnic lahko pripravimo nevsakdanje okusne napitke. Tudi Mojca Kranc zna iz dišečih cvetov svojih vrtnic pripraviti liker ali sok, s katerim postreže gostom. Čeprav se zdi, da je les vodilni material, s katerim ustvarjamo vrtno opremo in različne dodatke, so različne kovine prav tako primerne, vsekakor pa so trajnejše. Iz kovine so lahko izdelane ograje, otroška igrala, različni okrasni predmeti in če nočemo, da začnejo propadati, jih moramo zaščititi z barvnimi premazi. Pred barvanjem kovinskega pohištva z pokrivnimi barvami je potrebno upoštevati določena pravila. In sicer za barvanje je potrebno izbrati lep dan, ko ne dežuje, ko ni megle, saj lahko visoka zračna vlaga vpliva na podaljšanje sušenja premaza. Odsvetujemo barvanje na direktnem vročem soncu, saj lahko pride do defektov na barvnem filmu premaza. Priporočljiva temperatura za barvanje je tam nekje med 10 in 25 stopinjami Celzija. Pri prenovi kovinskega železnega pohištva je potrebno najprej odstraniti mehansko rjo, nato sledi razmastitev z nitrorečilom. Po čiščenju sledi nanos temeljnega sloja in nato 2 nanosa emajla. Lahko ščitimo pa s temi izdelki tudi, to se jim reče univerzalni emajli, ščitimo tudi les, vendar je pri lesu potrebno prej uporabiti še impregnacijo, ki les zaščiti pred škodljivci, kot so insekti in pa gljive trohnivke. Za barvanje teh izdelkov, teh predmetov, lahko uporabimo klasične izdelke na osnovi topil ali pa ekološke izdelke na osnovi vode. Prvi izredno lepo razlivajo, imajo dolg odprti čas, kar pomeni, da jih je možno dolgo časa popravljati, brez da bi na filmu premaza ostale sledi čopiča ali valčka. Končni izgled teh premazov ima visok sijaj in pa so zelo dobro vremensko in kemijsko obstojne. Imajo pa nekaj pomanjkljivosti, in sicer, da sušijo dolgo časa, imajo vonj in pa lastnost, da bela niansa v notranjih temnih prostorih časoma nekoliko porumeni. Zato za notranje prostore še posebej priporočamo uporabo vodnih izdelkov, ki zelo hitro sušijo, so brez neprijetnega vonja in pa ne rumenijo v notranjosti. Zaradi zelo dobre vremenske obstojnosti jih je brez težav možno uporabiti tudi zunaj. Nekoč so z barvnimi premazi zaščitili samo železne izdelke in pri tem uporabljali vsaj 2 različna premaza. Danes za zaščito predmetov iz železa zadostuje en sam univerzalni premaz. Prav tako ne manjka premazov, s katerimi lahko obarvamo tudi druge barvaste kovine, kot so baker, aluminij in cink. Dandanes želimo, da je delo opravljeno hitro in učinkovito. Prav to omogočajo novi barvni premazi, ki imajo kratek čas sušenja in hkrati zagotavljajo večletno zaščito kovinskih predmetov. In sicer gre za univerzalen emajl na osnovi topil, ki zelo hitro suši. 2 sloja je možno nanesti že v enem dnevu, kajti premaz posuši že v 6 urah.
Primerjalno na obstoječe izdelke je to mnogo hitreje, saj ti izdelki sušijo ponavadi 24 ur. Lahko izbirate med belo in pa 4 že izdelanimi RAL niansami. V mešalnicah pa vam lahko namešamo odtenke, ki bodo primerljivi z odtenki vaših vrtnic in pa z vašim vrtnim pohištvom. Med vrtnicami so znane številne sorte, ki se vzpenjajo ob opori. Verjetno se strinjamo, da kovinski loki, prekriti z vzpenjavimi cvetočimi vrtnicami, izvabijo vzdihe občudovanja pri vsakomur. Taka opora je najlepša, če je izdelana iz kovine in pobarvana z barvo, ki je skoraj ne opazimo, in tako vrtnica zablesti v svojem sijaju. V Sloveniji deluje Društvo ljubiteljev vrtnic. Predsednica društva, Breda Čopi, skrbi za izjemno zbirko vrtnic na vrtu v Ocizli. Skupaj s sestrično, ki je kupila staro hišo na robu Krasa, sta zasnovali vrt, na katerem prevladujejo moderne vrtnice. In če se pri tolikšni pestrosti vrtnic vendarle še kdo sprašuje, katera je najlepša, mu ponujamo odgovor Brede Čopi. No, gospod Vremec, prav gotovo ga poznate, Vladimir Vremec, zamejski Slovenec, ki je največ pripomogel tudi za naše vrtnice v Sloveniji. On vedno reče, kako me lahko sploh vprašate, katera je najlepša ženska? To ima on večni odgovor, večni. Tako, in tukaj je tudi nekaj tazga. Vrtnice toliko na svetu, da si jih zbiraš. In jaz moram priznati, jaz imam vsake toliko časa novo izbranko. Tudi v letošnjem letu bomo obiskali še katerega od rožnih vrtov naših ljubiteljskih vrtnaric in uživali med najlepšimi dišečimi cvetovi.